zdaj, kaj je to svoboda in kaj ni svoboda, se pravi, to je vprašanje definicije. Ne? Zdaj, če seveda svobodo izenačimo v smislu, da je svoboda to, da lahko izbirate, ne? Kar smo tudi slišali kot eno od možnosti na okrogli mizi, potem seveda so svobodni, torej možnost izbire je velika, ne? Lahko se sami odločijo, kam bodo kliknili, kaj bodo priklopili in kaj bodo izklopili. No, sam jaz seveda imam malo pač drugačen pogled o tem, kaj je svoboda. Ne? V resnici se mi zdi, da tukaj so pač medijski prostor je organiziran kot prostor potrošnje, ne? Tako kot lahko jutro pač izberete med 100 majicami eno, lahko tudi v medijskem prostoru izberete med 100 programi enega, ampak to seveda ni svoboda, to je v resnici, bi rekla, sodobni način, kako služimo kapitalu. Ja, v vsakem primeru, jaz mislim, da zdaj to načelo objektivnosti smo povedali, da je lahko sicer, bi rekla, nekaj, kar živimo, ampak v resnici objektivnega medija ni. Ne? Tisto, kar mene skrbi, ni toliko, koliko so objektivni oziroma niso, ampak koliko so v resnici strokovno fundirani, koliko so informacije, ki jih posredujejo, bi rekla, strokovno utemeljene, razložene, posredovane. Ne? Mislim, da tu seveda mediji, vsi praktično, tudi državna televizija, ne, so pogrnili na izpitu. Ja. Če pogledamo medije oziroma, ne, bi rekla, argumentirano strokovno utemeljitev nečesa, kar nekdo napiše ali pa nekdo pove, to je pravzaprav zelo odsotno v slovenskih medijih. Ne. Gre bolj za prenos novic, za razpihovanje novic, za, bi rekla, postavljanje teh novic v neke kontekste, ki so senzacionalistični in take stvari, kar pa seveda ni nekaj, kar bi vse po mojem mnenju bilo povezano z verodostojnostjo. Ja, jaz bi predvsem svetovala to, da, kako bi rekla, razumejo, da se poskušajo razumeti svet, v katerem živijo, ker mislim, da to je nekaj, česar Slovenci generalno ne razumemo, mladi pa tudi seveda ne razumejo. Mislim, ne, svet ni to, da imamo vsi enake možnosti, da vsak lahko vse doseže in tako naprej, torej ne živimo v takem svetu, ampak živimo v, bi rekla, sodobni svetovni globalni ureditvi, v kateri je prostor Slovenije, prostor kolonije oziroma neokolonije, temu jaz rečem, ne. Torej niso klasične kolonije, ne, ampak so področja, ki so sistemsko podrejena interesom metropol, in so se v to podrejeno spravila sama. Ne. To je zelo velika razlika od klasičnih kolonij, ki so bile dejansko zasedene. Ne. In zdaj, dokler seveda mladi ne bodo razumeli tega globalnega umeščenosti, ne, njihovih življenj, bodo zelo težko presodili, kakšne so njihove možnosti, ne, kakšne so njihove šanse, kaj lahko naredijo v resnici za svojo prihodnost, za to, da bodo imeli delo. Ne. Usoda vaša je, da boste morali v resnici, če seveda ne bo prišlo do odcepitve Slovenije iz EU-ja oziroma do razpada EU-ja prej, ampak če bo ta, seveda, bi rekla, monolit obstajal, boste morali najti delo znotraj njega. Ne? Znotraj njega boste pa na istem trgu tekmovali z diplomanti Cambridgea, recimo. Ne? Se pravi, delo boste dobili samo, če boste znali dolgo kot zna diplomat Cambridgea in boste recimo par 100 evrov cenejši. Ne? To je pač tako trg deluje. Glavni akterji so seveda študentje. Oni organizirajo vse skupaj, njim je namenjen ta dogodek, tudi njihovi promociji, da se predstavijo. Tako da glavna točka so študentje. Sam dogodek po svoji vsebinski plati pa ponuja pravzaprav zelo pestro dogajanje. Prvi dan smo imeli Filmfest, z naše strani je bil zelo uspešen, mislim, da so tudi obiskovalci dobili marsikaj zanimivega za pogledati. Danes pa seveda potem sledijo predavanja, raznorazne teme, od avtorskih pravic do brandinga, kako ustvarjamo dodatne vrednosti, kako se drugače oglaševati, kako drugače priti do potrošnikov. Okrogla miza je imela tematiko, kako pač mediji vplivajo na družbo in mislim, da je vsak našel nekaj za sebe. V bistvu imamo sporedna predavanja, tako da se poteka istočasno, sproti pač poskušamo reči druge stvari, novi predavatelji prihajajo, prejšnji odhajajo, tako da koliko uspem sledim vsem skupaj, vsem tem predavanjem. Ampak težko bi se odločil, da pa zdaj nekatero izstopa. Glede na aplavz, ki ga je dobila okrogla miza, mislim, da so tam dobili obiskovalci zelo dobro debato. Danes nas čaka še postprodukcija in pa potem predavanje o analiziranju filma, kako kritično ocenjevati film.
in te stvari. Zvečer absolutno svečana podelitev, kjer se bodo razdelile zaslužene nagrade za vse natečaje, ki so potekali v preteklih dneh ali pa celem tekočem letu. Tudi udeleženci delavnic, ki so bili najbolj uspešni pri svojem delu, bodo nagrajeni. Tako da mislim, da še imamo marsikaj. Zaključek pa študentski, Jazz klub Sačmo in pa zabava z glasbeno skupino Mushrooms.